Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Lee Force Okay, this is Crew. my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka checking in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Evo, lepo pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Reporta. Danes z nami Luka Zorenč, bivši morilski stroj še vedno je, bivši pripadnik specialne enote Slovenske vojske. Kak si? Pa v redu. Sicer tvoja predstavitev je kar eskalirala iz zelene v rdečo žabo v blenderju, ampak lej, pustim jo. Ok. Daj mi za začetek povej tvoj naziv, kako bi rekel, kaj si po karieri, po izobrazbi, zdaj po vsej tej karieri v vojski. No, moj naziv lahko dam to, ker imam predstavitev nekakšnih svojih tečajih. Sem bivši pripadnik enote za specialno delovanje, večino časa sem delal v vojski kot specialist za medicino, nekaj misij po tujini, kar nekaj tečajev po celem svetu. To je pač tudi to iz preteklosti. Če govorim pa za sedanjost, jaz rečem, da sem Luka Zorenč in to je pač tudi to, jaz nočem imeti tiste nalepke preteklih lovorik, človek pol prehiter zaspi na njih. Jaz sem Luka. Ok, cool. Si tudi napisal knjigo Ris, pa še v angleški verziji Links. Zakaj si se odločil glih knjigo napisati o svoji karieri, o svoji poti? Si čutil, res neko potrebo, ker si doživel res nekaj, kar še noben ni, ali si želel izpostaviti določene stvari, ali si pač čutil, da bi se nekako izpovedal, no? Mislim, ne morem dati lih enostavnega Ne morem dati lih enostavnega odgovora, več o meni je to skupek pozitivnih, negativnih čustev od tega, da so ljudje rekli, tega se ne more narediti, smo dokazali, da se lahko, tega ti nisi sposoben narediti, tudi dokazal sem, da se da. In do tega, ko sem gotov, da na tisti stopni svoje kariere nisem mogel več pozitivno pomagati v vojski za svojim delom, sem šel pa malo bolj v nekonvencionalno bojevanje in zunajokvirno razmišljanje in pomagati vojski na nekonvencionalni način, ki je knjiga, ki je še ni bilo. Skupaj smo se z 8 kolegi usedli dol, najprej posamezno, pa sem vprašal, če me bojo podprli. So rekli, da sem nor, no, vse še vedno misli, da sem nor, ampak in so pomagali. In tako je nastala zadeva, ki je grda resnica, ki je tudi lepa in upam, da kakšnega mladega spodbudi, da vstopi v vojsko. Mogoče ne za poklicno, ampak vsaj prostovolj zarata, mislim. Biti upraviti vojaški rok je ena taka lepa zadeva, ki bi jo priporočil jaz skoraj vsaki osebi, ženskam in moškem, mislim. Ok. Ko si rekel, da so ti pravili, da si nor, da tebi to ne bo uspelo, to so bili, tvoji znanci, prijatelji, ali so bili to, pripadniki iz takratne tvoje selekcije, ali inštruktorji, ali nadrejeni? Ne, jaz nisem, dokler knjiga ni bila objavljena, je zelo malo ljudi vedel, da se to pripravlja. Mislim, zvedeli so takrat, ko sem jaz pustil, da zvejo, da sem spustil sem te informacije ven.
Zato, ker je bolj, da daj kakšen lažen heads up, zato, da se lahko vsaj pripravijo na resnico, ki prihaja. Ker če jih pa presenetiš na levi nogi, kdaj lahko pa reagirajo na nepričakovan način. Tako da sem raj sem jim dal vedeti, kaj bo, zato da so se lahko pripravili in jaz približno vem, kako razmišljajo in če imajo dolg časa za pripravo, točno vem, po katerih poteh bojo šli. Ja. To je pač ta vrsta nekonvencionalnega bojevanja, ki poznaš svojega nasprotnika, to dobro veš, kako bo šel. Tako da tisti, ki so to govorili, niso sploh vedeli, da bo kdaj sem iz kakšni šali rekel, ali pa sem, kaj boš ti, kdo boš ti, jaz sem bil pa sem tam pa. Bomo videli. Ja, hold my beer. Ja. Cool. Knjiga je slabih 500 strani, je bila, ne vem, to pol skrajšana verzija, ali si jo dodal, ali si, ne vem, na začetku spisal 1000 strani, pa ste se pol odločili, da je predolgo, da boš skrajšal, ali je bolj ali manj naneslo na toliko, kot je? Knjiga je mislim, da je to 3. verzija, zaradi tega, ker na začetku sem mislil, da bo to zgolj en vojaški priročnik, ki bo namenjen samo vojakom, pa so mi ljudje prepričali, da to ne bo noben bral, 5 ljudi, pa smo dali besedilo neki duše. In ja, več ali manj ni bilo dosti editacije. Mislim, da smo vam pometali 30 strani. Okay. Ne, je tako, kot je. No. Ok, cool. Mogo si ful dosti, predvidevam se, usklajevati tudi z tvojim odvetnikom, ne, glede tega, kaj lahko poveš, kaj ne smeš, imena vključevati, ne, take stvari. Ja, moj odvetnik je kar dosti pripomogel tega. Kapo dol Klemen Vogrinec, tudi štajerskega konca, tako da lahko veste, komu morate iti. Ta reklama bo ostala noter, ne? Je tako, dej roko. Tako naslednjič bo tudi Klemen fulce ne mi računal, se ne, nikoli ne računa. Usklajevanje je bilo zaradi tega, ker to je knjiga, ki je še ni bilo, dotika se skrivnostnih lokacij, taktik, takšnih drugačih se ne, ker večina stvari so informacije javnega značaja ali pa zdrava kmečka logika, ampak je prav knjiga te vrste, da mačkano odpre to zadevo. In ljudje načeloma ne marajo sprememb, ker so preveč v svojih kalupih, svojih okvirih in pol, če začneš to malo krušiti stran, začnejo tudi pač take zadeve delati, kot ne vem, da me bojo tožbo dali, da me probali takšno in drugačno kazen, da mogoče celo v zapor, bla, 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 bla. In del mojega plana je bilo tudi do vključevanja odvetnika. Ja, valjda. Svetovalec, da mi pove, kako pa kaj. Itak. Da se pripravimo na bitke, da se pripravimo na bitko, ki nam sledi po izidu. Pa je bilo kaj drame? Ne, čisto nič. Ampak jaz sem raj pripravljen, da bi pa rekel, ups, ja, itak. Pa nisem poštudiral. Itak. Ja, pa dobiš maile, pa po pošti, pa ono pa tisto, pa si misliš, fuck. V vednost. Ja, drobni tisk. Ja. Zdaj, da ne pomote, jaz sem knjigo prebral, vem, zakaj se gre, ampak bomo določene stvari samo preletela toliko zaradi poslušalcev, pa to. Vsa ta imena, ki si jih vmes našteva od inštruktorov, filozof, velikan, lepotec, hidravlika itd., si to naknadno dal jim take nickname, ali si že takrat med samo selekcijo, med samim usposabljanjem, ste jih že ti pa tvoji so izbranci že jim takrat bolj ali manj določili na izgledu pa tem, ali je bilo to pol med pisanjem knjige, si pač rabo ime, pa si rekel, ti boš mišica, ti boš hidravlika. Kar je odvetnik rekel, vsaka podobnost je zgolj plod vaše divje domišljije.
Okay. Čisto nič ni v podobnosti z kakšnim drugačnim človekom. Mogoče, če je eden lepotec, mogoče lih ni lep. Ja. Mogoče, če je eden mašina, mogoče lih ni močen kot mašina. Mogoče je en, ki je velikan, mogoče ni. Okay. Tak. Ali pa en, ki je hobit, mogoče lih ne manjši. Ne vem, zgolj domišljija. Okay. A sem povedal? Ja, super. Si bivši pripadnik specialnih sil Slovenske vojske. Zakaj bivši? Razlog je bil pač, da si imel zdravstvene težave, pa ti niso hoteli podaljšati, ampak zakaj se nisi pol odločil, ne vem, za kakega više rangiranega v vojske, ali pa kako pisarniško, ali pa, mislim, dal si dosti skozi, kompetence imaš? Koliko si pa ti star? Jaz 31. 31 let si star. Dobar. Kaj pa delaš ti, drač? Povej mi. To, kaj te veseli, ja? Ne, povej, ne točno fizično, kar povej mi, uporabljaj besede. Kaj te veseli? To je tak šolski primer. Kar povej, kaj ti rad delaš? Podcaste snemam, plešem, v naravi sem. Okay, kaj plešeš? Hip-hop. Hip-hop, ok. Dobar. A bi šel lahko zdaj iz hip-hopa iti na, rečemo, kaj tazga. Ok. Swing. Zdaj ne poslušaj, je metoda v tem novosti, ki ti hočem to dopovedati. Ok, hip-hop je malo, dinamika je, drugačna muzika, zdaj bo šel pa na, ne na swing, rečemo na tango. A bi šlo, vse ples je, a ni? Če bi imel res hudo soplesavko, če bi bil samski, bi mogel premisliti, ne? Se sem prav rekel. Ampak lej, kako ne rečem, sej, ples je ples, še vedno si tam zraven, ki bi po bitu delaš, isti k, a ni? Ja, je pa ni, ne? Ja, no, je pa ni. Ja. Sem se jaz odgovoril na vprašanje, ja. Je pa ni. Pa mogoče razmišljaš o tej smeri, mogoče tak, ne vem, pred penzijo ali pa čez 10-15 let si puščaš ta vrata odprta mogoče, ali? A je, da bom šel nazaj v vojsko? Ja, v kakršnikoli obliki, ne vem. Ne, to tudi ne morem, zato ker bo čisto vsi mi bojo dali varnostni zadržek, ker sem že toliko časa delal v tujini za službami, ki jih država ne more preveriti in potem ti dajo varnostni zadržek, ker ne vejo, če si bil po Afriki in si tam, ne vem, pobijal otroke ali pa kaj tazga. Potem te ožigosijo za to. To je čist standarden operativni postopek in pač pravica je slepa in ja. Tako da ta most je požgan. Okay. Že za samo knjigo je bil požgan, ker ti si pač noter je napisan, ker dosti veliko sem videl. Itak. In zdaj bi pa rekel, spet ga noter spustili, da bo kaj. Drugo poglavje, drugo knjigo napisal. Težko je, da bi me spustili, no. Jaz ne kupam to. Če bi me rekel, mislim, izkušen, imam zdaj več, ko sem bil v civilnem okolju, verjamem, da lahko pomagam. Ampak verjamem pa tudi, zakaj bi rekli mi ne. Dobro, čeprav, na primer, ko pa tako pomisliš, napisal si prvo slovensko knjigo o slovenski vojski, o izkušnjah. Jaz ne vem problema, zakaj te ne bi slovenska vojska gleda na to, kako se zadnje čase promovira na socialnih omrežjih z informativnimi dnevi, bi te pa mogoče najeli kot pač to, da še napišeš eno knjigo, da te da v tisto enoto za nekaj časa z onimi, pa napišeš, narediš dejansko reklamo za vojsko. Kdo, če ne ti? Jaz se strinjam s tabo, odlična ideja, da napišem, predlagaj. Bomo jih potegali. To je pač tudi to. Ne, jaz sem za kakršnokoli sodelovanje, če lahko pomagam, bom. Vendar se tudi še vedno sodelujemo, pa pomagamo. Sem ne na tak velik ne na tako veliko nogo. No. Ja. Mogoče jim boš dal pa ti samo idejo. Si tvoj podcast posluša več ali manj mlajši. No boš 50-letnikov dosti niso na hip-hopu. Mislim, če to pogledaš, ta klientela je za njih. Ja, res je. Dober glas je že v 9. vas. Rekla, jaz imam pa 100 mladih, ko so rekli, zdaj bom pa šel na prostovoljno služenje vaših rokov. Ti jim reč pa tem 100 mladim, zaradi Zokija, zaradi knjige smo šli. Verjamem, da se bo rekel, bo se malo zamisli, ja. To je mačka, da se zamisli, da ne glede na to, da je bil en notranji kodeks prelomljen s to knjigo,
je bil prelomljen zaradi dobrega namena. No. Ja, vse to višji dobri namen. Ja. Sicer višji dobri nameni, to so pot v pekel, se z njimi kuje, ampak ne kuje, tlakuje. Tlakuje. Lahko rečeš, koliko vse v knjigi piše, da si se prvič konkretno z adrenalinom, nasiljem pa neke vrste pripadnostjo srečal v Mariboru? Vse po dolgem času sem bil spet v Mariboru, no, nazadnje, ko sem bil, nazadnje, tudi vse kategorijo izpit sem upravljal v Mariboru. Okay. Sem zasovražil Maribor. Z tovornjakom vseeno smer, tle ne smeš, uno ne smeš, te s tovornjakom, veš, ko vse to. Ja. Pa še ljubljanske registracije, da ti vsak občuje mater. Zgubo, jaz pa tam. Vsi trobijo, vsi, kleja. Pa mi kaže tam, tablo. Tovornjak je prepovedan. Sorry, no, če se že učim, se vam pa tudi avto šolo. Ja. Tako da ja, ampak predtem sem pa nekaj ne bežal, sem po teh ulicah, no. Ja. Pri Dragonsih, pa smo imeli par srečen z violom in mladost je norost. Ti je za kakršnokoli norost v mladosti pred vojsko žal ali pa ne vem? Ne. Nikoli nič. Ne, te zadeve so del mene, ne vem, zakaj bi se jih sramoval, zakaj bi jih probal obžalovati, zato ker vse je botrovalo, vse moje pretekle izkušnje je botrovalo, da sem zdaj tukaj, pa ne vem, rečemo, kakor toliko normalen, da nimam nobenih zamer, nobenih slabega prikusa, poleg tistega C kategorija, zato ampak tako da ne. Fajn je bilo, takrat sem iskal svoje pleme, najdel sem ga med blagim huliganizmom, mislim blagim, odvisno kaj je za... Ja, odvisno kaj za koga, ja. Če se v knjigi je tudi napisano. Ampak s dostnim bivšim violom smo še vedno kolegi, pa tudi zdaj rečem, videl sem se klele bodka. A veš, 10 let nazaj, zdaj pa lahko gremo tudi na pivo. Ja, nice. Ja, res tako zanimivo. Ja, a ti so nagradili na vrgu? Aj kar pokasira. Ne, res je, cool je, mislim, tak celi razplet, pa kak je opisano v knjigi, se pravim, tako že prej rekel, jaz knjig načeloma ne berem, razen tisto, kaj si pač mogel v šoli in pač toto knjigo pa sem res pohrustal s njo. No. Kar se tiče Slovenske vojske, imamo ESD, se pravi enoto za specialno delovanje, polje PEST, to je posebna enota za specialno taktiko, v bistvu vojaška policija, pa je še ena enota, vojaške policije, policije, za to je pa specialci. Civilna policija. SEP, specialna enota policija, ja. Še je kakva, ne vem, skrita, da ne vemo? Ne, da bi vedel. Ok. Mislim, so potem enote po državnih firmah, ko so specializirane, samo imajo pa ta status specialnih sil. Ok. Kar se tiče slovenske enote za specialno delovanje, se na kak način razlikuje od, ne vem, Navy Sealsov, SASA, Alfa grupe, od ostalih svetovno znanih iz drugih držav, ali ste iste kakova načeloma? Doskrat boljš. Mislim, načeloma se razlikuje že v tem pogledu, da mi smo mali. Nimamo tako dobre logistike, ker smo mali. Vse ostale enote, ki si jih naštel, imajo ogromno logistiko, veliko denarja se vlaga v njih in pač z malo denarja in malo muzike. Ja, itak. Tudi ti nisi tole zgradil za štipendijo. Ja. Težko, no? Ja, težko. To je IKEA ali Masiva? Ja, Masiva. Veš, kako si rad že živčen, kako si ti noter uložil. Ja. In tako je, mislim, po pameti, srcu smo na istem, če nismo mi Slovenci še boljši. Ker pri nam, ne glede na to, kako imamo slabo opremo, mislim, imamo najslabše opremo, sem pač v primerjavi z njim. Ja.
imamo pa še vedno tisto balkansko iznajdljivost. Ker če ne bomo imeli, bomo kupili. Če ne bomo kupiti, se bomo sposodili. Če ne moramo sposoditi, bomo pa ukrali. Okay. Mogoče ne lih tem vrstnem redu, ko sem zdaj naštel, ampak najdel bomo rešitev, najdel bomo način, kako bomo naredili tisto nalogo. In to je, če nimaš nikoli tiste opreme, ki bi hotel, pa ne dovolj dobre in probaš improvizirati. Potem rataš mojster tega. Kar pa določenim večjim enotam, ki imajo pa ful logistike, ko nimajo logistike, oni padejo, ker ne zna razmišljati, ko to vzune okvirno. Zdaj nimam tega, kako bom. Oskrat ne. Ja. Kaj mi je bilo zanimivo, to je med tem, ko si opisoval v knjigi, je, da ste se dejansko na selekciji, na usposabljanju pol dejansko mogli na vse pripraviti. Ne samo to, da si spakiral na hrbtnik, imajo opremo, si mogel to i pomisliti, ne vem, če boš ostal, če imaš dovolj hrane, če imaš dovolj vode. Enkrat vam je bilo vroče, niste vzeli jakno, zraven se skoraj zmrzli. Ne? Vse od tega greš v drugo državo, ste se pol to i pač mogli neke osnove tistega jezika naučiti. Ne? In ko tak bereš pa vidiš, se ti tak slika od misije pač začne širiti na državo, na jezik, so tako vi ste na nek način mini Google z smrtonosnim orožjem pa iznajdljivostjo. Mislim, vse moraš vedeti, vse moraš upoštevati, vse si mislil kdaj? Oziroma preden si se spustil v to, da boš toliko nekega znanja pridobil? Ne. Jaz mislim, brco vrata pa eksploziv uporabo, to je to. Ja, klasika v filmih pa... Pa ko prideš polno, kako se moram učiti? Zakaj moram to vedeti? A ne bi se malo streljali? Ne, pa na koncu pa si skozi učiš, skozi si prijazen, skozi rihtaš logistiko, takšno in drugačno premo. Ja. V začetku je pa v hollywoodski film polno eksplozije, to je to, pokal bomo. Bukva. Pa to, so to znanje pač preko knjig ali pa iz učbenikov, to je bilo v službenem času, ko ste bili v bazi, ali je bilo to čist izven službenega časa? Večina izven službenega časa, no. Okay. Nekaj časa je omogočeno v službi, ko je tisti, rečemo tako, mrtvi čas. Ja. Ampak ja, večina je bilo to bolj na learning on the job, pa prostovoljna bazi, da se doma učiš. No. Ja. Kaj ti je, načeloma si se imel težavo učiti? Sedeti za knjigo pa brati ali... Na začetku je vsako stvar, treba se učiti, kako učiti. Se naučiš, ja. Ja. Tako da jaz hvala Bogu, da imam ta dar, da lahko berem v avtu. Okay. Recimo jaz od doma, ko sem v Ljubljani živel, od doma do baze sem imel uro 35 minut v eno smer. Ja. To je mrtev čas v dnevu. Že porabiš, je tako. Tako da jaz sem lahko... Če nisem vozil, sem se lahko vedno bral knjige. Tako da to je kar dosti pomaga, zdaj, ko dosti ljudem rata slabo. Ja. Tako da meni ne. Pa tudi navadil sem se ogromno poslušati podcaste. Pač takšne in drugačne medicinske, tehnične zadeve in ja, to pol ni zapravljen čas. Dobro izkoriščen. Vsaj nekaj, da pol, ko priješ po uri, pa pol ni rečeš, ne moram pa za knjige sedem, pa sem že, ne. Ja. Vsaj 45 minut. Če se samo 20 minut v avtu, pa sem se naučil, če pogledaš, je pa to 5 dni v tednu, je to 100 minut. Se nabere. Potem je 4 tedne v mesecu, 400 minut, nekaj je. Ja, pa 1, 2, 3 obdelaš nekaj, ne? Mimo grede. Ja. Edin zjutraj, pa nisem doskrat, sem poslušal podcaste, če sem bral, pa nisem, ker pač noben ni dovolj lučke užgledati, pa še tudi ti si malo veš, čez 5 si že malo, še vedno si imunjen. Ja. Da mi reči, selekcije za specialno enoto potekajo vsako leto? Ali je to na, ne vem, vsake 2 ali vsake 3 leta? Ali kak je? Zdaj ne vem. Po potrebi? Zdaj ne vem. Okay. Sedaj jaz ne vem, tudi ne spuščam se v detalje, ker mi je, ne rabam vedeti tega, ampak lahko govorim pa za zadeve, ki so bile, takrat, ko sem jaz in takrat so bile enkrat na leto. Okay. Govorilo se je, da bojo
2krat na leto, ampak tudi, ko sem bil jaz, so bile 1krat na leto. To je to. Pa takrat, ko si bil ti, je kako bi rekel, primanjkovalo pripadnikov za specialno enoto ali... Se to vedno primanjkuje. Okay. Mislim, ne vem, nimam predstave. Nobena država na svetu nima dovolj specialcev. Okay. To pa ni nobena taka skrivnost. Nobena država na svetu nima dovolj specialcev. To ne moreš masovno proizvedati. In to ne moreš proizvedati na klik. Mislim, imamo selekcijo, imamo osnovno, pa specializacijo. Rečemo tako, da dobiš enega specialca na papirju, bo trajal vsaj leto pa pol. Ampak po leto pa pol on ni sposoben delati. Je friški. Ja. Ti rabiš še vedno enega, ki ga bo nadzoroval. Vse je med najboljšimi v tisti vojski, ampak nima pojma, kaj dela še. Nima še širine, nima izkušenj, nima delovnih navad, ki so primerne za tisto delo. Ja. Šele tam, po enih 4-5 letih se začne malo sanjati, kam moraš delati sploh. Ja. Tako je, tako pri vsakem poslu. Kjer zdaj imaš ti podcast? 15 si. Ja. Ta prvi 3, kakšne si? Katastrofa. Čist devičnik. Ja, a si sam delal, ali si imel tega kolega zraven? Ne, še več nas je bilo, pa preverjali. Ja, ampak tako, ta je saj začel kadrirati, je to malo predstavljal, pa vse to, vse žniki, na začetku je bilo polno, pa bom še malo z telefonom, vse imamo iPhone, vse bo v redu, še to. Tukaj imaš gospodično, ki se bo predstavljal v kader, za tega, da boš še svojo punco, naprej si rekel, da si sam. Morem. Ona skače z fotoaparatom, za marka, veš tako, da imaš celostnosti, to pride z izkušnjam. Banalne stvari. Jaz, ko svoje tečaje, ki imam, ta prvi tečaj, ljuba, Marija, duša, ne, živčen, samo tako, kar sem mislil, da je tako dobro, zdaj, če bi eden z mojih prijateljev, ki skupaj sodelujemo, mi tak tečaj naredil, bi ga vrgel ven, kaj boš ti zahodil, tako slabo. To, kar sem jaz delal takrat, da bi naredil, ta prvi tečaj, ki sem takrat jaz sam delal, če bi oni mi tak tečaj izvedeli, bi jih je poslal, pa vem, da bi jaz, vsi so na tvojem standardu. To ne sme biti tvoj standard. Zdaj pa že čisto vsak naredi, ko se zagrem, ampak to je kilometrina. No? Ja. Pa si na začetku pred tečaj, pred predavanji si se ful pripravil? To, kako boš spelo, kaj boš govoril, o čem, koliko časa? Ja, mislim, vsak tečaj, karkoli delaš, če hočeš biti dober, rabiš ponovitve. Ja. Rabiš biti na suho čez. Ti ne moreš iti samo wing it. Okay. Če imaš ti 3-urno predavanje o nečem, 3 ure predavanja, niti treba ful priprav. Zakaj? Zato, ker če veš dosti te stvari, 3 ure boš že bluzil. Ja, imaš cajt. Če imaš pa ti 10 minut, te pa moraš stisniti. Vse boš pa ti, boš se pripravil. Če imaš ti 20 ljudi za prepričati v tistih 10 minutah, bo bil pa. To pa jeba. Moraš imeti kofeina pa motivacije. You have to be caffeinated and motivated. Ja, pa odgovor na vsako vprašanje. In čisto vsak, in takole mora prijeti. Takole mora prijeti. Stočenca mora biti, punchline mora biti na pozitivno in mora biti tako, da bo rekel, še bi ga rad poslušal, pač danes je kupil. Pa da ti pol nekdo reče, fuck, 1 minut je že mimo, ne? Ja, ampak to je, zato, če hočeš dobro izvedeti, mora biti pa celostno oskrba in moraš imeti priprave in rehearsal. Vse ne boš mogel nikoli nadzorovati vsega. Moji pravniki se naredijo, sem približno 70-80% se mogoče naredijo. Ja. Pač 70-80% se uresničil. Vse ostalo je pa improvizacija, ker se določene stvari vedno polomijo in jih ne moreš nadzorovati. Ampak delaš ponovitve, da se to majhno izniči. Ja. Pa tudi moraš iti tudi v svojo stranko, moraš iti vedeti njegove potrebe, njegove pričakovanja in tudi on, ko se bo prišel, rabaš ti vedeti, kako se bo on počutil, kaj bo naprej videl, kako bo to videl. To so take malenkosti, it's all in the details. Ja, valjda. Ne moreš pa samo o tom, ja, kle bo prišel, pa bo užival. Ja, a si ti se kaj potrudil za uživati? Ja, ne. Že banalna stvar je, lahko je najboljši tečaj na svetu, bo pa stranišče, ki nisi ga šel pregledati, pa ne bo WC papirja. Pa bo, ja.
Pa bo nekomu čist. Pa bo zelo zoprnomu in pol ne bo tam pa nerodno, bo klicaro, pa vse to. Ali pa stanišče umazano. Ja. Lahko si ti vse spucal, čist bo vse dobro. Pa sploh nima veze to. Nima nobene povezave, ampak... Nima veze, sploh se treba, ampak bo preokus. Ampak tista lokacija, ki je imel... Ja, voljda. Moraš narediti ponovitve. Da tudi jaz, ki grem na čaj, grem na stranišče, grem pogledati. A je v redu? A bi se kle dobro počutil na svojem prestolu? Ja. Dober. Ne, so definitivno so malenkosti naredijo celoto. To se moram strinjati. Tako si rekel, ponovitve naredijo svoje, pa kilometrina, pa izkušnje. Bi lahko polisto rekel, da potem, ko si dobil baretko zeleno v roke, kdaj si postal v bistvu najboljši, kar si lahko tik preden si pol zaključil svojo kariero? Ali... Še nisem postal najboljši, kar sem lahko. V kakem smislu? Kakršnem kol smislu. Mislim, kak ti gledaš zdaj to, da lahko nekomu rečeš, jaz sem pa zdaj najboljši, ti je večinoma, ne vem, oziroma miselnost, odprtost ali... Nič od tega. Nič. Jaz sem zelo slab. Nisem sploh dober, sem zelo povprečen v večini zadev. Malenko z lepše mi teče jezik, določeno energijo imam, to je to, pa še to je ta bolj srednje. Jaz nisem se ustavil resno. To se trudim, tako da to kar zdaj rekel, to ne kupam, je čist skregano z mojo miselnostjo. Ko sem že prej rekel, jaz nočem zaspati na lovorikah, kar je bilo, pa da sem tam zdaj zajeban, pa da sem dober. Daj lahko rečem, ti si bil vrhunec tega izobraževanja, samo zdaj bo prišlo še marsikatero drugo izobraževanje. Ja. Jaz sem pol leta nazaj sem prvič delati potapljanje. Jaz slabo plavam. Padi sem delal v Keniji, ne bom že kakšen morski pes preleti. Big white. Reče, bo ful vesel, če ga boš videl. Pa jaz ga nočem videti. Ampak jaz sem se tam učil nekaj čist XY za mene in potem, ko sem dokončal, sem rekel, neka čist nova znanja. Ja. To je mi že fenomenalno. Tako da ne bom rekel, kdaj sem se počutil, ker se ne. Ja. Treba se učiti, treba je rasti. Pa bi lahko rekel, da ti je to, kaj si sam rekel, da iščeš vedno nova znanja, da te ne ustavlja zmaga nečesa. Si to ti od malega, od vedno, ali je to nekaj, kar ti je mogoče vojska podzavestno dala ali pa priučila? Ta način razmišljanja. Vojska mi je vsekakor pomagala pri tem, ker določen miselni preskok se je naredil z selekcijo z osnovnim, ker je bilo usposabljanje in vzgoja. In za določeno vzgojo ti potem odprejo malo glavo in ulijejo določene delovne navade, rečemo. Tako da jaz bi največ kredita bi dal tako za vojski, za ta način. Ker v rani mladosti od huliganizma, pa da sem bil čudak, pa samotartist. Ne vem, kje bi vlekel te korelacijo pri tem, da sem bil res toliko predan nekateri zadevi. Čudno sem, to je pa to. Če ne bi šel vojsko, se kdaj zamisliš, kje bi končal? V zaporu. Ne bi bil, ne vem, kreativec ali pa kak je rocker ali pa... Bi kreativno bil v zaporu, Moče bi tam knjigo naredil. Ško, ampak ne. Nikoli ne veš. Sposoben sem bil, tako da ti se je zdaj kanaliziral v vojsko in si zelo dobro šlo. Ne bi kanaliziral za dobro stvari, bi šlo pa kakšna dobra stvar. Ja, vedno se nekaj dobrega naredi na koncu. Kriminalci pa dosti jih ne dela karijere. Vedno dajo še eno priložnost policaja, da ga ujamejo z vsakim poslom. Itak. Selekcija, tako že preko vsega nam opisovala. Kupite knjigo, podprite ga, pa si preberite, ful zanimiva. V glavnem, selekcija je trajala... Založba Felix. Ja, tako Felix. Ali pa mu kar napišite, pa vam jo pošle po pošte ali kakorkoli. Selekcija je trajala 12 dni. V knjigi si načeloma parkrat omenil, da pač ti bodo pizlo, ali pa da si bil mogoče blizu, ali pa si hotel kakega inštruktora kam poslati, ali pa ga vtopiti v žlici vode.
Kjer je bil tisti trenutek, ko si ga najbolj mogoče se ga spomniš, da si bil res blizu tistega, da rečeš, bom se poslal v 3 krasne, pa je bil kakšen taki trenutek, ko je stopal? No, vsak dan, ko se zbudiš, no, ampak najhujša stvar je zatišje pred nevihto. Kaj te masirajo tam, pa se derajo, pa delajo 10,000 sklec, ono, tretje, drugač, bla, bla, bla. Ti še ni vsekako le težko, ampak te ne bi smel toliko vrči stera. Zatišje pred nevihto, sama tišina, ki ti pa dajo, ne vem, da se 5 ur v steno gledaš, pa noben se ne dere, sem tišina, pa 5 ur. Ali pa cel dan filat makadamsko cesto, lukne filat. Ja, pa Čist tišini, po tišini, čist počasni, treba te, noben se ne dere, samo krm polopata, pesek, karjola. To. Si sam s sabo, s svojimi misli. Se te najhujše. Takrat pridejo demoni. Ja, ja. Če se skozi, kaj je bilo, kaj se zgodi, ko sta, ne vem, par, oba dva skozi delata, pa greste pa na morje, se pa kregate skozi. Nisem nikoli skozi sta zamotena, njihov je vedno na drugih zadevah, pa ko ste pa tam zraven drugega. Pa nisi ne veš, kako se moraš obnašati. Kaj pa je zdaj? Ja. Kaj? Špicikle. Kamorkoli se obrnem, še ko je tu. Pa hočeš iti sam nekam, ko bom grem s tabo, ti pa. No, fuck. Ja, rekel, ja, no, ali pa doma, ja, bi šlo kaj. Se zato po mojem vedno folk hodi na morje, ne vem, družinski kolegi, da se lahko pač ženske zamotijo same sabo, pubeci grejo za sebe. Ja, ko se moraš soočiti sam s sabo, pa za svojimi demoni, tako si rekel, je jasno biti karjebe. No. Na selekciji je bilo to, tiste tišine pred nevihto so bile najhujše. Je bilo, dobro, itak je po mojem vsakemu, ko bo prebral, mu je logično, da je bil nekak psihični pritisk, tisti najtežji, no, pač telo itak zdrži, če ga na to pripravi, ne. Kako si se pa ti psihično, si se kaj pripravila na selekcijo, na karkoli? Psihično je dobro je pomagal, mislim, pač štartil sem to, ko je en psihopat, tako da, ne vem, tad sem bil še na misiji na Kosovu in sem maratone okrog baze delal. Na najhujšem soncu, brez glasbe, teč, 4-5 ur. Sam svojimi misli. Nobenega zunanjega držaja, tako na polno, v vojski, mislim, v bazah načeloma ni nekaj ful življenja, tako da skozi eno in isto. Nobene muske, ti samo imaš 4-5 ur razmišljanja, kaj boš. To je recimo pomagal. Treniral, mislim, sem večinsko brez glasbe. To je, ker glasbe je mačken potuho ti daje. Ja. Pa mogoče ekstra motivacijo. Mislim, potuha ti lih to je, pač motivacijo ti daje, ko veš, je dober komad. Sej tudi jaz, ko poslušam muziko v avtu, kakšen je dober komad, jaz takoj pospešim, ker tako fajn je, ker letim. Žal. Ja. Mnoge, ker nagrad niso več trujene, ko lafaš. Pa ker si sam, ker se skozi čutiš, ker te granit, dihanje. Pa slišiš vsega, ki ti razbija. Ker delati moram. Ja. To je pomagal psihični pripravi. Da si sam vedno za svojimi mislim, da ni bilo nobene potuhe, nobene zunanje motivacije. Motivacija je mogla nastaviti v tebi. To je bila priprava. Si pričakoval, da bo tako za tebe, kot je bilo? Če bi mogel oceniti od 1 do 10, fizično pa psihično, 10 je najhujše, ki bi nekako ocenil ta celotno selekcijo pa proces, ko si dal skozi, kak hardcore je bilo za tebe osebno? 10. Je to. Pač takrat sem imel mlade oči. Mislim, zdaj je čist nekaj drugega. Ja. Zdaj, če druge spravljam v tak položaj, recimo na kakšnih mojih usposabljanjih, jaz drugače gledam, rečem, trpi. Ja,
večkrat tapija, ampak se bo zdržal. Ja. Še čist drugačno, ampak je že na breaking pointu, ampak jaz vem, da lahko iz njega še bolj več stisnem. Ja. Ampak to so zdaj moje izkušnje. Ampak takrat, 12-13 let nazaj, Ja. pa mlade učke, ko se na prednji avto zbije, vse so držlaji, tako da ti si bilo 10 od 10, ne boš se pripravljal na brco v jajce, no. Ja, Nisi nikoli še dubo. Itak. 25 se vas je prijavilo takrat, ne? Vključno s tabo? Ne? Piše 35. Je rekel si 25. Ne, 35. A, okej. 35. A ja, Ti si bil okej, 29, ne. Ja, jaz kot ko, 35, ja. pardon. To je tonski kriv. Ja, alo. So bile to za takratne, ne vem, če ste se kaj menili poprečne številke, glede na vpis ali na število kandidatov? Ali... Ne, tu, mislim, preteklih izkušenj nisem imel, tako da nisem vedel, koliko točno jih prihajali. Zdaj pol naprej sem zvedel določene številke, ampak vedno je upad. Mislim, načeloma ni dosti, selekcije postajajo bolj prazne v vsaki državi, ko pade upad upisa v splošno vojsko. Zato je, ker večinoma mladi se odločajo za specialne sile. Moment, ki je že 15 let v vojski, star bak naboljšo na selekcijo. To je za mlade. In če nobenega mladega ni v vojsko, pač drastično... Pa zakaj opada po celem svetu vpis v vojsko, nasplošno pa v specialne sile? Pa zakaj? Mislim, po tvojem mnenju, zdaj, ko si že toliko časa v tem, kje je razlog? Da, ne vem, denar, da pač premalo ponudijo za to, koliko moraš žrtvovati, ali ne vem, so se generacije tako menjale, da je čist drugi način razmišljanja. Ti si bil v vojski? Ne, žal. Sem si želel iti. Ok, zdaj gremo to. Zakaj pa ne? Si želel? Pa rekel, mislim, da so že pred neki se dotaknili tega, si bil prestar po vse to. Ja, ko sem podpisal vse, poslal, sem pologotovil, da sem prestar. Dobro, zdaj pa greva pred tem. Zakaj pa nisi šel v vojsko, ki si bil mlad? Kaj je bilo v drugi državi? Takrat, ko smo razmišljali z kolegi, da bi šli, smo zvedeli, koliko je načeloma plačano in druge priložnosti ob istem času, ko sem imel za službo, pa s priložnostmi. Pa imamo en razlog, za takrat, tudi tebe osebno, rečem tudi to, ampak to je recimo ena izmed teh zadev. Kaj pa kot tvoji drugi kolegi, kakšni niso šli, kakšni so razloge? Ja, razvoj. Jaz ti ne morem povedati razlogi, zakaj ne, ker jaz sem šel in ne vem. Mislim, imam določeno paleto izgovorov, ki približno vem, kakšni so, ampak tipo je to recimo so tvoje najboljše izkušnje z letom. Pa nič ne, to ni osebni napad, samo ti si mi vprašal, zakaj ne. Takrat, bolj pa, da se vpraša tisti, ki se ne odločajo, zakaj niste šli. Ja, takrat, naprimer, osebno, če bi jaz imel takrat to knjigo, ki me zdaj me ful nahajpala, mislim, zdaj, ko sem jo prebral, takrat se mi zdi, je vsaj meni manjkalo neke konkretne predstavitve. Ja, se si vedel, greš vojsko, silo specialec, ampak nič specifičnega. Ni še bilo toliko te, kako bi rekel, YouTube video, ni bilo toliko promocijskega materiala, da bi dansko lahko dobil malo boljši vpogled v vojsko. Ni šanse, da sem jaz takrat vedel, da lahko greš na misije, pa se boš mogel še tudi francosko zraven učiti, pa boš šel na, ne vem, v Ameriko na izobraževanje. Pa, veš, meni osebno, če bi takrat bil seznanjen z vsemi temi informacijami, šiba mi, ki bi že takoj bi se pisal 100%. Okay, to je zdaj rečemo, to je drugi razlog. Slab, rečemo PR, takrat. Zdaj se je malenkost poboljšalo, ampak takrat je bilo, pač verjetno ni bilo na netu, ni bilo nič obstajalo. To je zdaj, pač sva rekla, nar in pomanjkanje informacij. Zdaj, ok, jaz, če tretjo zadevo, da tom tebe malo spustil iz kavla dol, pa šel jaz začeti govoriti, ker je podcast z mama. Ja, se. Kaj mislite? Zakaj si dolgo govoril do me? Je pa tudi to, da svet postaja čedalje bolj mehek. To je pač tudi to, lagodnega življenja. Jaz osebno mislim, da se na drugo, ne toliko zaradi denarja, ampak bolj za PR. PR je bil v vojski včasih tako slab, da so se vsi bolj skrivali, pa utepali Facebooka, Instagrama, zdaj TikTok ali pa koliko. Vse so se utepali in niso šli na to, ker so vsi mislili, sej bo. Mišljenje stare juge. Ja. In potem je bil ta IT boom,
in so mladi bili več na pametnih telefonih, na to, vojska pa ni bila tam in je zamudila vlak. Potem so pa mladi odraščali brez teh zunanjih, teh držlajev od vojske, da bi jih mogoče v poklicali, Pol so bili pa starejši in pol je pa več ni zanimal in pač niso se vedeli. In pač tam imamo tist manjka. Te vojske ful se popravlja, ful delajo na temu, ker so ugotovili, da je tam neki manjk bil, ker mladi so večinoma časa na telefoni. Te so ogromno časa na telefonu preživim. Ti tudi. Vidva tudi, gospodiča me ignorira, tudi tam je na telefonu. A veš, tako sitkom. In če niso bili tam prisotni in zato so izgubili tisto bitko. Pa posledično so imeli ti osebe otroke, so jih vzgajali v nekem tem duhu. In to je recimo ena taka zelo, vsaj jaz, to je moja teorija, domneva, nimam nikjer potrditi za to, ampak samo vidim, kako se čas dela, kako zdaj. Dosti folka bi te pa, naprimer, ko si rekla, da svet postaja vedno mehkejši, bi ti rekla, in kaj je narobe s tem? Kaj je narobe s tem, da postaja svet mehkejši? Splošno ni nič narobe, dokler živimo v enem utopičnem svetu, da je polno mavric in piškotov čisto povsod. Če pa potuješ po državah tretjega sveta, ki jih je kar dosti, pogotoviš, da se ljudje na kakšnih državah ne ubadajo s tem, ne vem, ali bomo definirali človeka kot moški ali pa žensko ali pa tisle fikus tamle. Pač kaj mi izbirajo tiste spole, da sem pa... Lahko, da še bo. Ja, veš tako. Jaz pravim, da ljudje prihajajo do teh zamisli, je to odlično, zato ker je toliko ugodnega življenja, toliko lagodnega življenja, da res kreativnost se odpre in potem so res te ideje, da lahko fikusi hodijo med nami. Ali pa se poročaš z avtom, naprimer. Tudi to, zakapane, dokler ne škodiš, pa če ni BMW, črn, to je to. Črn BMW, zato ker so vsi črni BMW, kje jih vidiš, ponovadi zadaj za avtom, pa ti blenda. Te tipot. Ti imaš belga. Pustimo to. Ta lagodno življenje pušča, da smo to kreativni tudi v nobeno korist. Vse umetnost ne sme imeti koristi. Umetnost je to samo, da obstaja. Samo je zdaj malo že preveč, da to imamo malo bolj dekadentni, kakor rečemo rimski imperij, kdaj je začel propadati. Vse imamo tiste zgodbice, Caligula, žirafe, njegov konj, ki je bil senator, rečemo tako, in pol so počas jih zavladali za horde, ker se niso obadali s tem, kdo bo, kaj bo. Ampak so jih pač manj razviti lahko zavladali. V državah tretjega sveta pa se ljudje še ne toliko ne obadajo, če se lahko poroči z avtom, ali pa da je fikus po spolnosti. Ampak se dosti obadajo s tem, če bo jedel, ali pa če jih bo diktator zakopal kakšno luknjo, ali da jih bo kakšna korporacija izkoristila vse njihovo zemljo za nafto, ali da jih bojo tako ali drugače pobila kakšna bolezen, ki se da preprečiti z čisto vodo. Tako da ta mehkoba meni ni lih najbolj pogodo. Ampak ne vem, zdaj v življenju kao velja tisto zlato pravilo, vse mora biti v ravnovesju. Za po eni strani bil si na dosti misijah po celem svetu, če dama za primer, naprimer Afrika je načeloma najbolj, kako bi rekel, prizadeta celina še vedno, kar se tiče možnosti pa vsega tega. Pa imaš, ne vem, Ameriko, ko pa imaš čisto kontra. Veš, je sploh smisel, da bomo imeli kdaj tisto zlato sredino? Ali misliš, da bo vedno tak, da bomo imeli na enem koncu sveta pač čisto revščino, pa zgolj boj za preživetje, na drugi strani pa, ne vem, tuširanje z šampancem? Nikoli se ne bo, mislim, moje osebno mnenje, nikoli ne bo popolno.
se bo pa malenkost izboljšalo, prej slej se bo eno ravnovesje naredilo, ali tako ali pa drugače. Tudi v Ameriki se ne cedita mleko in med. Pogleda se pa skoraj da vsako večje mesto ima težavo z brezdomci, tako, da imajo tudi oni slame, da imajo gete, ki pač, ne vem, so barakarske naselja, da ni to samo po Afriki, ampak je tudi tako je groza, ki se tam pelaš neko. To je Amerika, to je Los Angeles. Ja. Mislim, tle mora policija prijeti, mislim, ne sme policija prijeti, tle prije narodna garda za pomoč, kakšen izgred. Ja. Tako da tudi tam so potem neravnovesja, ker mislim, že politično, tako ne bomo šli liho to. Ko si uspel doživeti vse te minuse pa pluse, kako bi rekel, življenja na svetu, pa spoznavati kulture, pa ljudi, pa jezike, navade, kaj ti je to osebno dalo? Poleg pač širine, pa vse, kaj si spoznal, ampak kot osebi si se spremenil zaradi tega, drugače gledaš na stvari, ali kak se te najbolj dotaknilo? Mislim, naučilo me je tako, v začetku sem vedel, sem mislil, da ful vem, pa sem res ugotovil, da res nimam pojma, tako da zdaj zaradi tega, kadarkoli potujem, pa grem kam, sem več opazujem, pa bolj tih sem. Okay. In pač čakam, da pride informacije do mene in da naredim eno celostno sliko, preden sploh naredim eno sliko, ne celostno sliko, pa preden spregovorim. Tako da ja. To pametni močijo, ne? Najprej videti, da bo kakšen drug rekel kakšno neumnost, pa ga, okay. Kak je že ono, the loudest in the room? Šikvejši. Ja, tako. Večkrat si v knjigi tudi omenil, da v tem poslu ni denarja, ni veliko denarja. Kaj v knjigi? Ja. Nikakor knjigo ne napišu zaradi denarja. Mislim, za knjigo? Ne, za vojsko. Ne. Rekel, vsi najboljši slovenski pisatelji so umrli v cukrarni. Ja. Jedke pa... Če lahko gremo malo bolj specifično, takrat na tvojo, ko si bil sprejet v zelene baretke, pa prostovoljno služenje, kakve so to številke bile takrat, zneski, plače, pa dodatki? Pojnjem, če sem pozabil, tako da res irelevantno. Ampak ni bil baš neki presežek? Ne, ni bil. No, ni bil tudi najmanjši, ampak ne splača se ti delati kot special zaradi denarja. Okay. Stavo, biti odvetnik, pa so zdravnik bod, to je najboljše. No, Brez zlatari, no. Ne vem, vsi ti poklici, zdravniki, policisti, gasilci, vojska, če mene osebno vprašaš, to bi mogli biti najbolj plačene službe v državi. Varujejo nas, pa zdravje, pa veš, kaj mislim. Ne. Ja in ne, mislim, treba je poskrbeti, da operativa vedno dobi, kar jim pripada, pa kakšen dodatek za stresno življenje, ki ga imajo. Vsi gasilci, ki vidijo takšne in drugačne zaglanele ljudi, reševalci, ki se vsak dan srečujejo z 95% neumnimi bolniki, pač navideznimi, potem pa tistih 5% tragedij, ki jih srečujejo, do policajev, ki vsi jih sovražijo, pa kakšna stvar narobega, pa te prvi pokličeš. Ja, in on ga recimo lahko iz ogleda kaznivega dejanja, ki je kakšen otrok umrl, pa so ga pa poslali pa, ne vem, na radar ali pa na kaj, in potem v tem kakšen občuje mater, kaj mene ustavljaš, a tega pa ne boš, vse mene, vi nič ne delate, in on je Edbino gledal par mrtvih, zdaj pa klega tist tone, zajebava, da tega prepadati. Pa isto tudi z vojsko. Treba je tudi za določen stres, je treba nekako dobiti en delež, ki ti pripada. Ne bi pa vsem dal, sigurno ne. Sej, nekje je treba da tistim, ki so v pisarnah, ne pa to, kakor operativa. Nekaj časa se je govorilo, pisarna pa operativa, da je dosti več pisarniških moljev v vojski.
še danes po tvojih informacijah ali pa če se s kom kaj pogovarjaš, še vedno isto ali kako je to razmerje procentualno? Pojmanjem. Ne, pojmanjem, kakšno je to razmerje, ampak jaz, kakor pravim, mislim, moje osebno mnenje, sigurno bi se dalo kaj popraviti, pa izboljšati situacijo, da bi se manj papir, pa teh pisarniških moljev uporabljali. Da nima 10,000 sektorjev, sigurno bi se dal. Ampak ne ostane tako kaj. Pa zakaj mislim, sam meni se zdi, da ima vojska ful nizke standarde. Ne vem, jaz dostikrat laufam zjutraj mimo vojašnice, pa včasih sem malo tak, kako bi rekel, zaprepaden, no. Si mislim, Pikolina mene niste sprejeli, ker sem bil, ne vem, 1 leto prestar, tu pa vidimo nikoma je šeta po stadionu take mišelinke ima okoli sebe, ne. Ne bi bilo boljše, da bi, naprimer, ne vem, ful zvišali standardne, pa bi pač imeli peščico, pa tista bi bila vrhunsko izurjena, kot pa da imaš, ne vem, toliko več ljudi v vojski, pa so tak fizično sposobni, pa psihično. To je strateško vprašanje, na katerega ne moramo odgovoriti. Meni je enako zlani, ko vidim debele ljudi v vojski, rekel enkrat ena in sigurno te ljudi je treba dati na hujševalno dieto. Tukaj in toliko časa imaš, če ne greš ven, ti standard bi sigurno malenkost dvignil, ampak to kaj pa kako bi mogel narediti, da bi imel manj pa bolj izurjene apretazge, to je pač res strateško vprašanje, ker mi smo določene zadeve, smo še vedno mi vezani na Evropsko unijo, na NATO in določeno kvoto ljudi moramo pač pokrivati za določene zadeve in ti ne moreš imeti toliko spet mejhne ognjene moči, ker ti si še vedno neko toliko ljudi bom dal in določene naloge treba tudi še v mirnem času upravljati, kot je varovanje južne meje, varovanje baz in toliko ljudi rabiš. Da boš pa ti res imel izurjenega pripadnika, da res dober, pa ne, pol leta od tega bil na straži. Tako polješ. Zdaj se spomnim, oni film, ne vem, če si ga gledal, ne vem se za naslova spomnil, 2 vojaka sta bila, ameriški film, pa sta se ostrostrelca sta bila, pa sta se ne vem koliko časa pripravljala in pol je vojna v... Jarhead. Kri? Jarhead. Ja, Jarhead. In pol je se vojna končala brez da bi ona dva koga, brez enega strela. Si ti, ko si bil pri specialni enoti, ti nisi dal nobene, kako bi rekel, uradne akcijske misije skozi v Sloveniji. Ste dali? Ne, mislim, jaz osebno ne. Ti je bed zaradi tega? Mislim, predvidevam, da si želel vsaj enkrat neki kos akcije malo začutiti, pa vso to svojo usposabljanje pa treninge nekako pokoristiti. Kako si pol na to gledal, da si pač... Mislim pa, da ti motivacija, ker če rečemo, si mehanik in si življenje se učiš, kako popravljati avte, pa nikoli ne dobiš avta. Tako je, ni? Hvala Bogu, da sem imel medicinc in še vedno sem se nekaj učil in pa sem dolgo delal pacijente, tako da svojo kako bi to rekel, svojo uporabnost sem dobil na ta način, ampak če se skozi samo učiš in potem nič ne delaš, mislim, da bom karikiram, nič ne delaš, ampak nič ne delaš, kar bi tebe notranje zapolnilo, ker vsi smo šli z enim namenom, da smo bojevniki. Nismo prišli filat vreče peska, ki je povoden. Mislim, si tudi to treba delati, sigurno treba pomagati. Ampak to ni moja primarna naloga. Ne, jaz sem tukaj bojevnik. To je to. Jaz gledam na to na tak način. Res, pa ne mislim zdaj to, da treba vojna, da treba klanje, da treba umiranje gledati. Ne, ampak so različni drugačni načini, kako se lahko to ponudza. Od podpore do medicine, do svetovanja tako ali pa drugače na teh misijah, ki so pač potrebne naše pomoči. In tam bi se lahko pač ljudje, rečemo tako, upravičili svoje poslanstvo, rečemo tako. Ampak to je osebno zdaj to govorim, ker če jaz tega nisem dobil in potem težko je gledati, kdaj nekje, ker ne vidiš
da res živiš, tam samo obstajaš, nimaš tistega svojega poslanstva, da bi ga delal. Ja. Se mogoče tudi pol zaradi tega dosti pripadnikov, ko zapusti Slovensko vojsko, odloča za misije v tujini ali pa kakšne, ne vem, zunanje pogodbenike za druge države, druga bojišča, ali je to kaj povezano? Nekih je sigurno, kot ko gre. Mislim, se je osebnost, tudi jaz sem zdaj pogodbenik in delam po celem svetu. Zdaj pretežno v teh 2 letih največ sem v Afriki delal, skoraj da 1 leto. Sem bil tudi, ne vem, sem bil v Ukrajini, sem bil na Japonskem, Španija, tako da delaš tam, ko je tvoje znanje potrebno, pa tiste znanje, ko oni cenijo na takšen in drugačen način. Drugi pa tudi grejo s trebuhom za kuhom, kako je. Ampak načeloma ni pa dosti takih sociopatov, da reče, zdaj pa, da nisem dobil vojne v SV-ju, bom šel pa v vojno, da bom se bojeval, pa bom pobijal sovražnega. Ni toliko. Poznam 2 primera, sta taka, ki sem malo bolj... Ekstremna. Ekstremna je že ekstremna beseda, ampak rečemo tako, rabijo kakšen pogovor več. Okay. Ker je kakšen druga stvar za temu, ni samo to. Ja. Da ne bomo čistih vrgli na noč. Ja. Ampak ja, eden izmed razlogov, ko grejo ven, je potem, ker ne vidijo tistega pravega dela. Mislim, delo je še vedno, pa se dela ekstremno zanimive reči, pa dobre reči. Pa zdaj se tudi, dejansko tudi tako, malenko se popravlja, da se odpirajo misije, ki se bolj koristi naše. Ja. Pa si zdaj, ko pač hodiš okoli, poučuješ, hodiš izobraževati druge, si sam narediš kakšen, ne vem, letni načrt, itak poznaš ljudi po celem svetu. Kako si v bistvu pripravo, ne vem, strukturiral to, da pač zdaj veš, zdaj bom v Španiji 1 mesec tam, te ker sami od sebe bukirajo, zdaj ko že imaš, kako bi rekel, več izkušenj, pa si prepoznaven, ali se še vedno moraš delati na tem, da mogoče ti koga pokličeš, ti pošleš kako ponudbo, kako je zdaj glede tega? Mislim, jaz za zelo malo ljudi delam, samo za par klientov in lepo je, da ni mi treba toliko, res trdo dela, da dobim šiht, ker me pač tistih par skozi kliče in skozi mi dajo šiht. Okay. Ker je tako, v tem svetu, ko dobiš en status, da si zaupanja vreden, pa da znaš delati, pa da si, rečemo tako, ponižen, tudi ko narediš napako, da priznaš svojo napako. Te ljudje imajo radi, ker je premalo ljudi, ki so resnični. Ljudi, ki rečejo, jaz ne vem, ne znam, a mi lahko pomagaš, jaz bi pa to, res ne vem, a mi lahko mačkam svetuješ pri temu, da poved, kako je, da se ne boji biti neumen. Jaz imam vodilo to, da jaz ne smem vsega vedeti. Jaz ne smem imeti vsem mnenje. Zakaj bi moram imeti vsem mnenje? Zakaj moram jaz vedno delati, da vse vem? Ni treba. To je ključ do tega, da si uspešen. Da tudi priznaš, da ne znam, ne vem, da ti mi pomagati. Ja. In v svetu, ko dobiš pogodbo in je to pa to, spračugujo tebe, da bo naredil, oni hoče, da se to naredi. In to je to. In ti reč rekel, ja ali pa ne, ali pa kako. In pol, ko rečeš, ko te toliko poznajo, ko ti zaupajo, ko rečeš, bom to naredil, pustijo proste roke in to narediš. Ja. Ali pa ti dajo nalogo, da rečeš, jaz pa imam izziv, pri tem lahko pomagate in oni vejo, kle rabi pomoč, siguran. Ja. Pa kad te že toliko časa poznajo, vejo, se vedno prosi za pomoč, če jo rabi, zdaj ne rabi, tako da je samo odleže se mi. Potem mojo raje tiste, ki so skozi pogodbeniki, ki so zanesljivi in reč pa kot v mafiji. Ja. Good guys, good fellas. Ja. Pač, klesi. Ja. In to je to. Pa to je, mislim, da mi pomaga razložiti to je, ne vem, kako slovensko podjetje, ki te najame, pa greš ti v ono državo ali pa sem, ali je to iz tujine, kaj? Jaz izključno s tujci delam. Okay. Kako pa to poteka? Ne vem.
Prvič, kak je bilo, to so te kontaktirali ali? En Slovenc je jamčil zame. Okay. Vprašal me, ali bi delal tam pa tam. Oziroma, ali bi delal to pa to. Zasebno varovanje je šlo. In potem rekel, ja. Rekel, kje pa je? Rekel, v Afriki. Rekel, ok, gremo. Sem šel dol, me je šef njegov spoznal, en Avstralc, in me tam pozuje, gleda, kako smo delali, nisem čist zelenc, nisem videl sploh, kaj delam. Ja, oprostite, te prekinjam, pa kaj si, rekel si varovanje, to ste kako, ne vem, VIP osebo varovali ali objekt ali? Ja, zasebno varovanje. Okay. In tisto delo se poteka, bla, 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 bla. Po 11 dneh je konc, reče, ja, ok, bi šli v naslednji krog. Mislim, kaj to je bilo bolj... Audicija, kao. Audicija, mislim, ni bilo audicija, ampak tako, samo testen trip, se temu reče. Rekel, ja, lahko. In pa sem rekel, ja, zakaj ste me izbrali, no? Sem direktno vprašal. Rekel, ti si naredil to narobe, uno narobe, ko je naštel začel narobe, rekel, ja, ok, sem, ko ima to veze. Sem rekel, ja, ampak ti si naredil te napake, ker nisi vedel, da te napake sploh delaš. Ti nisi mogel vedeti, ker nisi imel nobenih izkušenj in to si delal, ker nisi vedel. In jaz lahko to popravim, jaz te lahko naučim in boš med najboljšimi na svetu rato. Jaz pa pri tvojih letih ne morem jaz kretena spremeniti v nekretena. Ja. In to je bilo pač tudi to. Nice. Pač učenje bo vse skupaj in je rekel, ok, pa imamo. Tako zelo enostavno. Ampak je pa eden jamčil, da v redu je, se zna obrniti, karkoli bo pa zajel, bo pa tudi priznal pa povedati, koliko je. Ja. Mislim, ne v takih besedah, ampak na takem princip. Vse to je, ko sem dobil recimo začeten šiht. Kaj pa zdaj, imaš bolj predavanja ali še imaš tudi kakva varovanja tega ali konega? Ne, jaz ne delam samo varovanje, večinoma časa delam po področju Afrike v teh narodnih parkih, te rangerje, učim eno vrsto taktično medicino, včasih gremo tudi ven z njimi, tudi sicer ni moja naloga, ampak ja, učim jih, kako se v stresnih pogojih uskrbeti za minimalno opremo, ki jo oni premorejo, da se z nekih znanja, ampak to je bolj čisto, res, to je samo praksa pa improvizacija na višku. No. Tako da večinoma časa to delam po Afriki, conservation. Ja, nismo ga verjeti, ko ste v Mesiji omenili, da pač, ko si bil tudi v Maliju, mislim, da niti niso imeli dovolj, ne vem, pušk, da bi vsak, ki si ga učil, da bi imel svojo puško, ste mogli vse puške narediti. Fak, kako boš pol nekoga, ali pa da so, ne vem, srednjeva so spali, pa se jim ni dalo. Vroče je, mislim, kot prvo, v Afriki ful vroče in oni niso mogli takrat zaspati, ker niso imeli klime in to so bile tiste barake iz pločevine in ti se skozi vroče in celo noč so po konc, zaspijo šele tad, ko se že skoraj dan dela in pol pa se dan naredim, mi pridemo ven, gremo delati in oni niso čist cel dan spali in mislim celo noč spali in pol ga vidiš tam zaspi na orožju, pa na leseni puški. Tako da je pač, tako je, Afrika, to, kako smo prej rekli, kaj pa narobe, če letujemo tako mehki. Ja. Večina sveta je pa tudi malo bolj čuden, pa malo drugače. Če to, da imamo mi čisto vodo, trkamo na sivo mizo. Ja. Ne, res je, mislim, kak greš ven, jaz sem tu imel srečo, da sem lahko druge dele sveta spoznal in ko priješ nazaj, pa odpreš pipo, pa ti čista voda teče, pa je normalne barve, ne pa tako v Ameriki, spomnim s pipo odper, pa... Belo. Ja, pač čisti klor voha, škoda bi gor flašo klora odper. Se ne zavedamo, kam imamo, no. Zdaj, ko pa delaš to, kar delaš, kaki pa so tu zdaj, načeloma zneski, kar se plače tiče, lahko živiš na veliki nogi,
Mislim, Če se vidi, da me ne poznaš. ne. Pa tudi sprašujem za poslušalce, tako da. Mislim, ne vem, jaz upam, ne vem, kaj je za te velika noga ali ne, ampak jaz sem načeloma uživam v malenkostih, tako da zapravljam doskrat večinoma za druge, pač, ker mi je veselje, če imam, bom delil z drugimi. No. Pa rad ustvarjam. Tako da večina mojega denarja, ki pride, gre pol v nove projekte. Zdaj smo posneli en film, zdaj je postprodukcija, večina mojih prihrankov je zdaj tam noter, v temu dotičnemu projektu. No. Zdaj se odločam se lih, sem dal že za Aro, da bom eno zemljo kupil. Ja. Je že to, da sem kar če tako pogledaš, ampak imam pa 5-10-letni cilj in denar je vsekakor boljši, lepši, vendar res tako, mene nikoli ne vleče, pa denar meni res ne stimulira, no. Vsekakor ga rabiš na koncu, rabiš jest, pa vsekakor tudi daj kakšen posel izberem, tudi, tle je malo lepš, no, to pa zadevo, ampak sam nisem se odločil to delati zaradi denarja, ampak denar je samo posledično prije zraven, ampak zaradi tega, ker lahko mi omogoča, da ustvarjam določene projekte, pa da moj mehen 5 do 10 letni plan uresničim. Ampak tako, veliko nogo ali pa ne, to je pa spet tudi zdaj. Ampak sem ti svoj avto iz 2-5-letnik, da bom povedal, da imam kakšen prasko ga. Malo je že oprasken, kdaj je ruknil. Verjetno si ga malo boljšega kupil, sem zaradi tega, ko hočem 4x4 pogon, kad delam doskrat po hosti, pa ta moj avto mi je doskrat, ker je tok nizek, včasih tok zapraska, pa nekaj damo, ker malo tako zajokam, ker je obtežen. Ampak načeloma, No, ampak trud pa čas, ki si ga vložil v svojo kariero, imaš za neko, kako bi rekel, karierno in finančno odskočno desko, da se lahko, tako si rekel, si posnel film, lahko delaš določene stvari, no, kako bi rekel, je bilo vredno trpljenja, pa da si se toliko učil, pa vztrajal, pa se odločil knjigo napisati, pa se odločil iti v Afriko, pa se odločil iti to, pa tisto, ti je odprlo poti oziroma možnosti. Ja, do zdaj se je, ampak jaz to malo drugače gledam, ker tole je samo ta knjiga je samo poglavje, zelo kratko poglavje mojega življenja. To ni to, no. Nič, vsekakor smo se trudili, vsi pohvalijo, zelo malo jih raztrga, ampak je samo poglavje, to ne bo bilo skozi. Jaz nočem na temu, smo pa to darili, mislim polno. Če jaz sam nisem sposoben te knjige narediti. 8 ljudi je bilo zraven, ekipa, soavtorica je tudi pomagala zraven. Le delček. Moram se samo zaspati na tej lovoriki. Itak. Na koncu si tudi napovedal drugo knjigo? Drugi del, to bo pa specifično o Afriki ali? Ne, o pogodbenikih, plačancih, kakorkoli hočeš to reči, svetovalcih. Enostavno rečejo, ti si svetovalec, pa lahko sem tudi. A sem pogodbenik, plačanec je ful, kako se sliši. Ampak vsi delamo za denar, konec koncev. Ja, in zdaj, ne vem kdaj, nekaj 200 strani je napisan, se bo pa dotikal pogodbenega sveta, kaj Slovenci dotično delamo v tujski legiji, kaj delamo kot private military contractor, kaj delamo v hranjenju narave, conservation, tako kot jaz, kaj v takšnem drugačnem varovanju delamo, kako smo Slovenci uspeli ali pa pogoreli. Hočem mačkan utrint luč na ta svet, ki tudi vsi imajo tiste domneve, kaj pa kako kakšen del. Kako izgleda pa? Kako v ta knjiga, ki je dala luč na specialne sile v Sloveniji. Kot prvo, ljudje, dosti ful mi je lepo, kaj kakšen mi reče, nisem vedel, to tudi po nas delajo. Na ta način hočem. Nice, ful dobro.
Koliko pa je dejansko Slovencev okoli po svetu v takih ali pa drugačnih, ne vem, zunanjih svetovalcev? Je dosti nas oziroma vas? Malo nas je. Malo? Kaj je to, ne vem, pod 100 ali nad 100 ali njem predstave? Malo, ok. Zakaj? Ker je res peščica samo tako dobra, da nekdo založi dobro besedo, da se pol izkažeš, ali ker se pač folk sam ne odloči za to, ali je težko? Mi bi lahko ratali najboljši na svetu, pa tudi številčno, tudi zelo močni. Vendar zelo malo ljudi se odloča, ker je tista cona obdobja, ki jim daje takšna drugačna služba, ali pa sama Slovenija je premočna, da bi šlo v neznano. To ni tako, da se cite neko imeti. Ker jaz sem dober samo toliko, kot je moj zadnji job bil. Jaz, ko zadnjo pogodbo naredil slabo, zelo malo ljudem se mu bo deteknil pol, sem umazan. Tako da moraš biti on top. Temu v pogodbenem svetu je tudi tako. Če ti ne boš tega posla naredil, bo en drug. Ja. Če boš ti slab, tako jih je ne 3-4 so zraven čakali tisti, kaj tako. Že skočil. Boš skočil, pa boš iz tebe. Je res, posel je res tak, je umazan, pa moraš biti kar pretkan, da si lahko na površju. Ja. In dosti ljudi se tudi tega boji iti ven, ker se res niso tako fleksibilni v svoji miselnosti ali pa iznajdljivi. In so raje ustanejo v svoji tiste coni udobja. Nič ni narobe s tem. Ampak tako Slovencev, ki smo v svetu, pa da smo dobri, nekaj nas je, ni pa spet 300 ogromna cifra. No. Tudi tako, ki si pa rekel, 100, 200, 300, tudi uradne cifrov ne poznam, ne vem, jaz osebno poznam, rečemo okrog 20-30 ljudi. Ok. Imaš kakšne težave, ne vem, se ti to vidi kje v pasošu, ali pa imaš kako ne kartoteko, kjer te na letališčih iz držav preverja, to ti pa bivši pripadnik specialnih enot, ali si civilist, normalno nimaš nikoli kakih ekstra zaslišanj. Mislim, odvisno, sej tako grem, daj na ših, pa imam delovno vizo. To pa kaj posel. Te vprašajo, vse so normalni postopi, da vprašajo, kaj pa delaš, to dram, se piše. Ja, ok. Ne, mislim, ker lahko, da bi te, ne vem, ostavili kje, pa bi mislili, da si vohun, ali pa ne vem, ono, pa tisto, pa bi imel zasliševanja, pa probleme ni tega. Načeloma te bo ustavili, če bo mislili, da si vohun, če se boš vedel kot vohun. To je to, no. Mislim, narediš pa tudi pred tem analizo, kam greš, pa kako greš in pa se moraš vedeti primerno. No. In večina področja Afrike ne smeš nositi drona. Skoro da? Ja, so prepovedani. Ja, ampak zakaj so prepovedani? Zaradi vohunjenja. Dosti držav po Afriki, če nimajo full turizma, ne smeš imeti boljših fotoaparatov. Zaradi vohunstva. To so take zadeve, banalne zadeve. Mi smo na zadnji Alžiriji, moja klientka je imela malo boljši fotoaparat, sicer ni prepovedan, ampak na vsakem vogalu, ko se nas pa pregledali, to je pa to. Jaz sem kaj ne? Ja, sinješ kaj je. Ja, ampak pa se pa te sprašujejo, ampak pač tam obrazložiš, kako pa je, imate slike pregledamo, kaj smo slikali. To je pa, da veš, da imaš fotoaparat, pa ne slikati mi kakšnih vojaških objektov, pa policije, pa vladnih stavb. Pač ne biti neumen. Ampak za tega smo tudi mi plačani, da naredimo pač, da se naučimo obnašati v okolju, kjer operiramo. To, da bi v letališču govoril, če bi v random search, mislim, načeloma, jaz sem že zaradi samih tatujev, sem tako, ok. Se glih zliješ za okolice. Ja, težko, no, ali pa v Afriki, ki sem bil. Oni pa uništrli. Ja, mačkan manj. Skoda, ja ali pa ne, ampak če se boš ti obnašal kot žrtev, boš žrtev. Pa ne samo tako, da bo se fizično napad na tebe, ampak če se boš obnašal neumen, da boš šel v žrtev. Ker tisti ljudje so tudi tam, kot varnostniki gledajo, opazujejo, kaj je za njih normalen. No. In pa če ti stopiš ven, si tarča. Si imel kako slabo izkušnjo z potovanji po tujini, da se ne vem kaj zgodilo, ali pa se kaj zajebalo, ali pa si bil ti kaj kriv, ali pa ne vem, karkoli slabega. Mislim, dobro za tebe, tako, ko si navajen vsega. Mislim, to je že slabo, da prtlago zgubil, let
let zamudil, zasegli mi nož, pa so mislili, A z nožem si šel goli? ne, v določenih državah tudi tako je ful zanimivo, ker pač ročno pretlaga, pa vse, kar imaš tazga, daš pod spodje, a ne? Ja. Jaz sem pač vedno z nožem, pipcem, ampak tako. Pipec ali imaš ono Rambo mačeto? Ne, Victorinox. Okay. Najbolj klasičen, MacGyver, rdeč, to je to, najbolj luščen. Imaš ce? Hvala, da ima. To je fino, to je lušten. Ja. Pač karkoli boš rabo. Zaradi tega ste komplicirali? Ja. Okay. Što to? Jaz sem rekel, ja, ne vem, in pol tam pač malo, kak ne rečem, pol je tisti ego, ker ima zdaj tega pa tega človeka in taj hoče podkupnino, ali te pa tam nadleguje in pol ti se popisuje, pa si te sam, ti ne smeš nič reči, ker če boš pizdo, si bo lahko vzel čas. Odvisno, moraš znati pizdeti se. Okay. Ponovati ni dobro, da se pizdaš njemu, ponovati se pizdaš njegovemu šefu, pa poveš, kako pa kaj je, in ponovati šef, ker je trden, bo njega poslal nekam v kot. Ker če soš pa direktno z unim... No pa samo da rokavice gor. Ja, točno to, mislim, tako, ampak ja, to so take neljube. Ali pa ne vem, prideš, rabi biti tvoj prevoz, mora biti tam na telišču ob 3 zjutraj, neki v eni državi, ne, to bi bilo moja čeljust. Fak, jaz mislim, baterija, pač isti ne, zvok. ampak tako si rekel, taki državi si in pa priješ kaj ob 3 zjutraj, nobenega prevoza, dva človeka ti prije take, da ti je pomagala, tvojega šoferja ni, ki si kar tam. A se nekaj usedem, da mi Evropa je vse to, pač to so take, taki izzivi, ki si pol tam ob 3 zjutraj. Kaj pa zdaj? Pa nimam še lokalne kartice, še ob 3 zjutraj ponovati vse zaprt, ne boš to dobiti. Veš, koga boš poklical in pa si praviš biti pa iznedljiv, no. Ja, vrla. Kak pa je, glede na to, da ful potuješ, pa si skozi movingu, družinsko življenje, pa zasebno življenje? Kaj pa je to ful? Ja, mislim, skozi si na misijah, na predavanjih, nisi, kak bi rekel, stacioniran doma, pa ne kosiš trave vsaki 3. dan. Je težko kot pripadnik oziroma pač zaposlen v taki branži, ko si težko ustvariti družinsko življenje ali pa, ne vem, se nekako spustiti v to, ali je sami način življenja, ko si ga imel toliko let za sabo, te nekako, kako bi rekel, vzgodi. Najdeš partnerja, ki je primeren za to in jih tudi v temu, rečemo, naučen, priučen. To ni življenje ni potica v teh v takem načinu življenja, no. Ja. Tako da so posebna vrst ljudi mora biti tudi za partnerja temu namenjeno. Ampak jaz res trdno verjamem, kjer je volja, tam je pot in in da ne bo noben rekel, da ja, ne da se. Vsekakor se da, je treba s kompromise sprejeti, treba se naučiti sobivati, treba se naučiti komunicirati, ne pa samo reči, ne da se, ja, jaz ne bom po zim šel v Kranjsko goro, v polet na Krk, pa belo v grami, preštrihano, pa samo travo kosil. Tiste travo bom že kdaj pokosil, res, ki jaz delam. Ampak če prejš, bom pa enega najel. Pa sem dal 20 € emu študentu. Kakšen študent, ki je, ne vem, fuljen, zapohan, on bo itak bil z naravo. Stari, to ti bom jaz bonsaj naredil. 20 € už dubo, no, te pa na uro. Ti sem zrihtaj. Tako da, da se vsekakor, ampak treba je pa res delati za to. Večino mislim tako, partnerci zvez, kar res tako opazim v Sloveniji, mislim, po celem svetu je to, se pa eni odločajo, ker se spodobi, pa 24 poročiti, pa imeti otroka pri 26 in pol biti z eno osebo, dokler ti ne poče film in pri 30, oziroma pri 35 si z eno 10 let mlajšo ali pa mlajšim pobegnejo, pa se pa tiste vse uniči. Sploh izživeto in išče tist, zdaj sem pa star 40 let in vse je dolg čas. Pa ti seka ven iz njih. Zdaj pa rečemo tako, no, kaj je boljš, da si v takih mladih letih, da takoj najdeš vse za klik, da je naredil, pa res upam, da kakšnemu, da je to ratel, da je klik. Ampak to so res redki. Ali pa to, da pač dlje časa traja in se pač
nekako zvezo vzgoji. Na začetku je tako, ko si zaljubljen, je tako vse lažno. Ja, ti misliš, da je tista oseba najbolj popolna bitje na svetu, ona bo prdala na ti v smislu, da Maurica prehajajo z umoriti. Veš, ti bo full fine, Vse je vrožice. Veš, to bo ono, ko vidiš kakšen par na kavi, pa si dete, boš ti pol moje smetance, Ja, boš ti pol. pravno, gabno, Veš, sladkorno prav dobiš. gabno, ja. Ja. Veš, po 10 letih, ko si v zvezi, veš, zdaj se že smeji, rekel, od ona, da ti je rekla, rekel, mi daš pol smetance, sama na roč, Idi se kupi, ja. Pa klele imaš denar, pa ne, veš, Sam pustimo. veš, tako je, pač na začetku tisto zlagana, zaljubljenost, ti si je meni čist, vse je lepo, ti si meni za bruha, ti si lažno, ker ti si zaslepen za tistimi čustvi, sploh ne vidiš negativne stvari. Ti, da imaš človeka rad, vidiš, kako je ugaben, kako je slab, kako ima slabe dneve in da ga hočeš ubiti. Hočeš ga ubiti v žlici vode, hočeš ga vreči pod vlak, ampak ga ne. Pa sprejmeš vse to. Pa sprejmeš in rečeš, lej, Ja. to je ljubezen. Da ti veš do potankosti, zakaj bi ga lahko ubil, pa da mi je dober alibi, tudi če bi ga, ampak ga ne, pa da ga še vedno rad. Ja. To je spravim, saj zame je to ljubezen. Ja. Da gledaš, pa da vidiš, da poslušaš, pa slišiš, da čutiš, pa čutiš, kaj je to. Ja. Ne pa samo, boš malo pol smetence. Fuck, ja. Stari, diabetes tip 2. Ja. Ko smo že... Ko smo že pri tem, kako se ti predstaviš nekomu, ko te ne pozna? Ali pa recimo, ne vem, ženskam, ali pa ne vem, pač, ne vem, jaz danes, ko smo se menili, predtem si prišel, strako, stari, imamo vse porihtano, pač, on je dejansko, kako bi rekel, izurjeno, hladno krvno orožje, veš, mislim, dejansko si, ne? Imajo ljudje kdaj zadržke pred tabo, kaj reči, ker pač vejo, kaj si, pa kaj si dal skozi, pa če si sposoben, ali... Si nisem tako znan. Znan, ne, ampak vejo pa, kaj si, ne? Ali pa ko zvejo. Nisi opazil, da bi se pol spremenila? Si pri kakšnem zihar tako opazil, ker gleda, Kitaj pa ta polno, tretji, to je siguren. Ja. Ampak jaz večinoma delam po tujini in to je dobro, da me čisto men ne pozna. Luka, Slovenija, Slovakija? Ja. To je pač to. Luka, hey, Luka Dončić? Luka Dončić. Luka Dončić, yeah, you play basketball? No. Ok, vaš pa zaključimo. Do you watch basketball? No. Okay. Pa smo zaključili in tu v tujini je ful lepo, da mi ne stopi pač to v glavo, da sem Boga za jajce paril. Ja. Sem nula. Tisti moji kolegi pa tisti moji poslovni partnerji me imajo radi zato, ker delam dobro. Ja. Pač tudi to. Ja. V Sloveniji pa sploh nisem toliko, da bi se res dobro predstavljati. Sej, kdaj se moram predstaviti, ko ločem, pač ne vem, posel se slepa, to pa povem, kaj pa kako bi lahko kakšno stvar naredili. Ja, ampak načeloma moram priznati, da moj krog ljudi, odkar je tole šlo ven, pa naredil album, je večinsko ostal isti. Par prišeklov je tako, zaradi poslovnih navad, ali pa tako, ko smo se pa pokonektali, ja. Moj krog 8 je moj krog 8. In to je pa tudi to. In to je zelo lepo. Ja. Meni, ker pač tebe postati prizemljen, pa da ni te, jaz sem pa Luka. Ja. No, to smisel, I live on second floor, you know. To je smisel, ker načeloma opisal si tudi v knjigi, da so ti skozi celi proces v vojski načeloma vzeli ego, oziroma so ga vsem vam vzeli, ne. Si mogoče opazil sam pri sebi, da ti zdaj mogoče ego mogoče malo nazaj prihaja? Mislim, ego ima čisto vsak človek, imaš ti, ima jaz, ima Gandhi, tudi Trump ga ima. On ima ekstra ego. Ne, ampak ego je tako, no, vsak ga ima, to si ti, ampak kako ga pa ti koristiš, je pa tako, kakor orožje v rokah zločinca, človeka, ki ne zna, ali pa dobrega človeka. Treba je znati delati z njemu. Ego bo čisto vsak mes, kako boš pa ti z njemu delal, to bo tisto prikazal, kdo si ti. Ker, doskrat reče, ne gledam to, kako misliš, si zajeban, ker ti 2-letni otrok da plastičen telefonček v roko, pa reče, da je telefon zate, se pač javiš. Ti da punčka tisto kavi, čajček plastično. Kak je dobro. Prvi znam gor. Ja. Ne,
bod prizemljen, stvari ti ne smejo vstopiti v glavo in še vedno vsem se ved spoštovanje, tako kot hočeš, da se do tebe vodijo. Tako, ego bo pa vedno tukaj, samo Kaj ga boš uporabil? Uporabi ga za pravila namenno. V vojski si soustvaril pač del Bratovščine borcev. Tisti kandidati, ki ste bili pa ki so vas zbrali, se še slišite, kaj imate še kakšne kontakte? S kakšnimi večinoma ne. Okay. Stopil sem ven iz Kardela, tako da. To je kakšen posebni postopek, obred ali... Ne. Imate kako, ne vem, ste imeli na začetku dobro sicer ni opisano, ne vem, kako žigosanje, kožo, tatuji isti ali pa kaj takega? Mislim, tatu imam, ko sem prišel noter, ampak ko sem šel ven, je bila ena ceremonija, dali so mi uro, govor je bil, jaz sem se malo zjokal, to je pač tudi bilo to, ampak zdaj jaz sem bivši pripadnik, tudi nisem pripadnik, sicer mi ne morejo vzeti znanja, pa titule, ampak stopil sem ven iz Kardela in zaradi tega, če ne tekaš več za najboljšimi, pač sem tukaj sam, da naredim svoj častni krok, kakorkoli bom. Jih pa se pusti na mero. Mislim, s kakšnimi gremo še na pivo, ampak ne dosti. No. Ja, ne smisel, če imate sečeno, ne vem, se dobite enkrat na leto, pa imate piknik skup, pa pivo spijete. Pa je bila korona, tako da ne nisem imel. Ok. V knjigi si omenil, oziroma poveš tudi o tragični izgubi Rambea. Kak je pa to, kaj vse vplivalo na tebe, pa na čustva, pa kak to načeloma v vojski handlate, oziroma handla s tem, z procesiranjem čustev ali pa težav. Kak je to bilo takrat? Ste imeli, ne vem, imajo sploh v vojski, ne vem, psihologa, pa hojiš redno, če imaš težave ali bolj ali manj pometajo to pod preprogo, oziroma ali... Mislim, uradno imaš vedno dovolj psihologa, postalnega asistenta, to je pač tudi to. Pomaga, če se kakšnakoli tragedija zgodi, da se čim več se moraš pogovarjati, da to ven iz sebe. Recimo že tiste poglavje v knjigi, jaz osebno sem ga samo enkrat prebral, nisem ga prebral sploh pravzaprav. Jaz ne vem točno, kaj sem napisal v poglavju, ker sem bil pijan. Se ne spomnim. Ne spomnim se, da sem to napisal. In sem dal to pisateljci Sara Primec. In ona je kot prvo rekla, jaz vedela sem, da si pijan, kako pa, rekel, to so tvoje najboljše besede. Tudi zjokala, ljudem, ki sem dal to za prebrati, zjokal. Jaz sam osebno nisem prebral, ne vem točno, kaj je napisan, ampak tiste čustva so pač bruhala ven iz mene in na ta način sem tudi pač procesiral in enkrat na let pride na grob za svojo steklenico Jamesona, imam kozarček, mi ni čisto nič narobe, da imam tisti kozarček na njegov grob, pa nazdravam njegov dobro ime, upam, da je zdaj srečen, kakorkoli je, kar se je zgodilo. Ampak treba se pogovarjati in meniti o teh zadev, ker če se to v tebi, tudi drek ni dobro, če ga v vase tiščiš. Itak, valjda. Zdaj načeloma, ko te nekdo pogleda, pa te zdaj čist strictly no homo, pač si postavljen, si simpatičen. Šel pa tranzicijo, bože materi, iz pogovora, iz vprašanja enim mojim domem kolegu, ki ga je umrl in zdaj si šel na to, ko sem postavil. Stari, delate, ups and downs. Da ti dam v glavo, da ti vršem, no. Je bela cesta. Ups and Naslednjič pa je to, zdaj smo se nekaj naučila. Tranzicija med vprašanji. Gremo mačkan mellow it out. Veš, ta oni dramski trikotnik, iznenada. Te bom jaz zdaj še tole ti bom ščupil kable dol. Wow, zdaj sem bil tako že. Ampak jaz tudi svoje, recimo zdaj sem bil žalosten, slabe vole in zdaj sem najdel za humorjem, da to ven, da sem zdaj tudi nekaj naučil, ampak sem rekel, tale jabčuk od nekaj, zdaj zaprl na prste, sem
Ne, rekel mi je preblaž, da te moram testirati, če si še vedno spreman pa pripravljen na karkoli. Ja, je bela cesta. Ja, ustrel, koliko sem lep. Ja, no pač, mislim, tako te nekdo pogleda, si za filmskega vojaka bi jaz rekel, jaz bi te komod v film dal pač, ne? Ška mislim, imaš tatuje, imaš ono, imaš tisto. Se sam zavedaš, mislim, si razmišljal kdaj, da bi pač šel v igralske vode z vsem tem znanjem, ali pa ne vem, v Hollywoodu dela, pa bil na setu asistent za, ne vem, igralce, pa jih učil, pa to je načeloma tudi kar biznis. Ne. Mislim, posneli smo kar nekaj reklam za to firmo, slovensko firmo za taktično oblačilo UFPRO. UFPRO, to sem bil. To si prej razlagal, da ste posneli film ali je tisto čist druga stvar? Ne, tis je moj, mislim, naš dojenček. Okay. Ampak tis za UFPRO smo pa naredili dosti izobraževalnih reklam. Sem tudi jaz noter, pa tam nekaj govorimo o medicini, humani medicini, o pasi medicini, določenih drugih zadev. In ja, tam pred kamero, tako da pred kamero sem vajen zdaj postopati, pa mislim, nisem vajen, ker še vedno spečtovskati 10-20 take-ov ravno. Ja, sem umiral, jaz sem gledal posebno, najbolj smešno je bilo, ko ne. Bloopers je, ja. Ja, ko zvlečeš onega, pa se spotakneš. Ja, 10krat je to bilo, ja, bogi revaš tam. Tista bloker. Tiste je blokar, ja, ampak ne, nisem razmišljal. To, ko smo ta film posneli, je bil dokumentarc, čez približno 3 do 4 mesece bo prišel ven, bom videl, kako pa kaj, ker jaz sem producent, mi pa idejni vodja z mojo ekipo, eni so bili tudi že pri knjigi zraven, eni so tudi novi pri projektu, vendar jih poznam že dolg časa. In bomo naredili eno stvar, ki bo pretresla, bi rad rekel Slovenijo, pa bi premalo rekel, ampak bo pretresla cel svet, no. Okay. Res smo se dobro spustili, res smo naredili ekstremna ideja, ki se je šla na papir in pa sem najdel divjo ekipo, ki je to bila sposobna udejaniti in tisto, kar bo prikazano, no, ali bo tako wow, ali bo kakšna zaporna kazen, mislim, jaz sem dal to, pa tudi prilogijo za podpise, da odgovarjam. Okay. Ampak so vsi preživeli, ker je bila možnost, da kakšen umre. Mislim, ni da možnost, vse smo kalkulirali tako, kako se zagre, da smo naredili vse določene varnostne ukrepe, ampak še vedno kakšni elementi pač so izven. Zato, ker to je bil reality show. In dobesedno bil tako, ker je dramo nismo umetno ustvarjali, drama je bila tam z določenimi zadevami. Nice. In ja, kakšne stvari niso bile v naših rokah. Čeprav smo čisto vse probali nadzorovati, ampak tisti, ki so bili kandidati noter v šovu, so imeli tudi možnost glasovanja. Ja. Toliko smo bili dobri, pa veseli, toliko smo bili dobri za izbiro teh kandidatov, da lahko rečem kapo dol. Z veseljem bi šel z njimi kamorkoli po svetu delati. Nice. Smo jih testirali na robu, peljali smo jih do roba pekla in pa smo jih prijeli pa za roke, pa šli še malo naprej z njimi. Ampak ja, je pa še prezgodaj, da bi govoril o tem, kako se je imenovali, kaj bo to. Kdaj pa približno pride? Postprodukcija je zdaj 3 mesece. Ok. Sem rekel. Release date že imate? Ali ne še? Nič. Ok. Ok, cool. Dobil sem za njih par vprašanj na Instagram. Zakaj si se odločil za ESD in ne pest enota? Jaz sem bil toliko, včasih pri Green Dragonsih, pa doskrat so me policaji areterali, no, in pa lih sem bil ravno, pa vojaško policijo. Policaj je bil takrat zame, zgolj s to, sem rekel, bom šel ESD, no, on bil policaj je ono mene mara. Ok. Zdaj, jaz govorim za tisto mislo. To je bilo takrat, ja. Takrat, ja. Smo moji najboljši prijatelji, policaj je bela cesta. Ja. Pa so v specialnih enotah tudi ženske, pa kakšno je tvoje mnenje o tem? V Sloveniji niso. V
Sloveniji niso, je možnost, da pride na selekcijo, kakšne so naredili selekcijo, stavno ga niso zdelale. Jaz sem za kogarkoli, da pride v SOF, če dosega ti standard, če do tega standard, psihofizičen standard, in če je sprejet za strani njegovih vrstnikov, ki je tudi piercing na koncu. In jaz sem za. Da nimam težav s tem, tudi če so ženske. Sicer ni tako, po določenih preiskavah, ko so delali, ni v bojnem polju načeloma ni tako dober, zato ker moški imamo težavo, da bomo raje pomagali ženskam, kakor pa svojemu soborcu. Tako je, pač psihološko. Ja. To je taka zadeva, ki je ne bi smel dati, ampak to je v zakonini od nas. No. In kar je normalno in mislim, da je to prav. Ampak kot samo nimam. Če premore, če zmore, zakaj pa ne. Ok, cool. V knjigi je pa tudi 4-5 strani besedila je zakritega. Malo več. Ja. Kaj tam piše? Pa zakaj je zakrito? Ne vem. To ste se pol naknadno odločili ali izključno zaradi efekta? Vetnik Klemen Vogrinec je lepo svetoval. Ok. In jaz sem naredil, koliko mi je svetoval. Ok. Ja, podpisal sem non-disclosure agreement in zaradi tega ne smem govoriti o tem in ne bom govoril o tem. Ok. Del. Si imel ali pa mogoče imaš kakaj dole v življenju ali pa kaj so tiste osebe, ki zavedno veš, da so ti mogoče največ dale overall? Načeloma idolov, ne vem, tako ne. Mislim, ne bi jih tako poenoval, ampak ogromno mi je dal morani mladosti stric, ki mi je naučil ogromno delovih navad. Govoril mi je tiste svoje zgodbice, ki je bil on v policiji, po vojski. Zdaj recimo so moji idoli, idoli so dva moja šefa, s katerimi sodelujem. To je tak vir znanja, ki sem jaz, meni je v veselje biti zraven delati in da, ko začnem govoriti, jaz poslušam velike oči in samo probam absorbirati to, ker toliko znanja, oni so toliko znanja, jaz nimam sploh toliko znanja, kot so ga oni že pozabili. Rečemo. To so pač, ker sem res za dobro ekipo, s temi mojimi ljudmi, to mi je, pač jaz imam v glavi imam to, da moram skozi učiti. Ja. To je tista zadeva. In ko se delam z njimi v takšnih drugačnih situacijah, težkih trenutkih, v stresnih situacijah, tisti jaz se počutim, da rastem, ko sem robo. No. Ja. Kaj pa, da zaključimo s tem, kaj ti je najbolj pomembno v življenju, pa kaj je s tvojimi besedami po tvoje bistvo življenja? Pa, če se ti je to kdaj spremenilo v tvojem življenju, ne vem, da si se zavedal, da imaš pri tistih, ne vem, rosnih 20 si imel tisto željo, pa ti je bilo to bistvo, ali je še vedno isto zdaj? Pa nisem toliko razmišljal sploh o temu. Takrat se sploh nisem zavedal, kaj se pa 20-letnik zaveda. Tu pred 16 leti sem jokal, še manj, še pa 14 leti sem jokal, ko me je punca pustila, pa rekla, da se gre igrati na drugo dvorišče. Veš, kaj pa veš? Takrat. Če je po 14 leti manj. 14 leti je že kaj drugega dela. Ampak zdaj moje vodilo je sem to, jaz hočem umreti med tem, ko živim. Jaz nočem umreti med tem, ko sem obstajal. To je pač to, no. Nice. Hočem živeti, hočem delati nekaj, ne vem, kako bom delal, kaj bom delal, kje bom delal, ampak hočem še vedno nekaj za svojimi rokami, svojo glavo, za svojo ekipo, nekaj ustvariti, podariti ljudem in med tem sem je dober. Pa da bom občutek, da živim, ne pa samo, da obstajam, da vem, da bom šel, mi sem zbudil, 8:15 bom popil kavo, po kavi bom šel 8:30 na WC. A veš, nočem... Ja. No, tako. Rutina. Deva.
To je. Pač, da se živi, ne obstaja. In še zadnji nasvet, ki bi ga dal vsem mladim, mogoče bodočim pripadnikom Slovenske vojske ali pa kar nekomu tretjemu, kakšen nasvet za življenje bi dal nekomu po vsem, kaj si doživel? Nasvet za življenje ali pa kaj takega je tako, da dajem tole. Jaz vsem priporočam prostovoljno služenje, skoraj da vsem priporočam prostovoljno služenje vojaškega roka, ker je težko in je malenkost stresno. Če hočete biti dobri v življenju, oziroma če hočete biti odlični v življenju, se morate izpostavljati stresu. Treba se izpostavljati stresu, kot delati stvari, ki jih ne marate. Ko vojski vam bo dal reči, ker boste vi na J, zato ker je en drug za J, in pol boste mogli delati nekaj, kar ne marate. Sem za tega in pol boste se naučili ponižnosti. Dajte delati nekaj, kar ne marate, ne vem, ok, ti plešeš, ne vem, koliko tvojih vrstnikov, ki so bili mlajši, niso plesali, kaj beden, veš, te pa zdaj kaj. Zdaj, pri tvojih letih pa, a bi šel salso, moram imeti svojo, pa bačato, pa vse. Veš, jaz sem bil isti, jaz zdaj bačato plešem. Nice. Pa na začetku sem bil isto, tako, da sem previkal, vse to. Pa sem se učil, sem šel visven svoje cono dobre in to je bil tudi stres zame. Zdaj moram bi pa tam čist cel, mislim, da kucam, takole, so ogromno, brez vratu, oni si taki, jaz bi pa kle plesal. A res? Dajte delati nekaj, kar vam ne paše, kar vam za vas stresno in s tem, ko boste mehne stvari delali, ko so stresne, boste postali imune na večje stresore in ste pripravljeni na življenje. Če pa tako živite v tisti coni obdobje, no ni nič, ni tam, no. Sam, jaz bi pa to polno tretje, ja pa delati, moraš zato, moraš biti tudi, da moraš malo manj spati. Tudi, ker še stane smeš pojesti, da moraš biti debel. Nobena stvar ni dobra z debelostjo, no. Diabetes boš dobil, no. Stvar. Stres. Izpostavljate se stresu, s katerim boste rastali. Druga zadeva je pa ne biti kreten. Ne splača se biti kreten. Jaz nimam dosti požganih mostov za sabo in to me je dostikrat rešilo, ker sem še vedno poklical ljudi in sem vprašal jih za ta nasvet, pa ono nasvet. Ali pa, ko grem po svetu, relativno sem prijazen. Obnašam se do ljudi tako, kot želim, da se oni obnašajo do mene in še vedno, ko grem iz ene države pol v drugo, pa se spet nazaj vrnem, lahko pokličem za pomoč in mi pomagajo. Ampak to je zato, ker nisem kreten. To je pa ti kreten, v smislu, da si tak pa drugače, ker je tvoj ego, se postavljam zdaj, pa ne ušlo. Tako da, izpostavljanje stresu in ne biti kreten. Slišali ste ga, Luka Zorenč, najlepša ti hvala za pogovor, super se je bilo pogovarjati, kupite njegovo knjigo, obvezno, spremljajte ga na socialnih omrežjih, to je to? Felix. Ajde, peace out, folk.